No, eden izmed najbolj preizkušenih receptov za izvitje iz krize je vedno znanje. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je predstavilo predlog novega zakona o visokem šolstvu, ki prinaša vrsto novosti. Dodali gredo v pravo smer, več v povzetku Urše Valentič. Do zdaj so se študenti lahko pisali na brezplačni redni študij ali pa na plačljivi izredni študij, ki je bil pogosto vsebinsko okrnjen in omejen na predavanja ob koncu tedna. Po novem izrednega študija ne bo več, namesto tega uvajajo delni študij, ki naj bi bil zahtevnejši in kakovostnejši. Delni študij bo po svoji obremenitvi popolnoma enak kot redni, razlika je samo v času, ki se bo raztegnil torej še enkrat dlje. Največ še enkrat dlje kot redni študij. Bistvo sprememb je, da naj bi vsak državljan imel pravico do financiranja študija iz javnih sredstev, ne glede na starost in zaposlitveni status, vendar le za toliko časa, kolikor traja študijski program in eno dodatno leto. Redni študent, ki bo ponavljal letnik, spremenil študijski program ali študij prekinil, bo torej moral za dodatna leta študija plačevati šolnino. Del študenta opozarja. Zakon v resnici dopušča možnost, da celi študijski programi postanejo plačljivi, kar ministrstvo pravzaprav zanika, ampak ta možnost v zakonu ni preprečena, kar bi v praksi pomenilo, da določeni študenti se ne bi mogli redno upisati brezplačno na študijske programe. Tudi sindikaliste, ki so sicer zadovoljni z notranjo demokratizacijo univerz, skrbi, da bo do 40% študija po novem tržna dejavnost. To je seveda komercializacija, gre za popolnoma samoplačniški študij, na drugi strani pa seveda za popolnoma fleksibilne zaposlitve, za ljudi, ki ne bojo več uživali pravic, ki jih uživajo javni uslužbenci. Če bodo zagotovljena zadostna sredstva v proračunu, ni nikakršne potrebe po tovrstni komercializaciji. Na vprašanje, koliko odstotkov študentov danes plačuje za izredni študij, sta minister in sekretar enoglasna. 34. A ta podatek je star 5 let. Podatki statističnega urada pa kažejo, da je bilo v lanskem letu izrednih študentov le še 23%. V studiu želim dobro večer ministru za izobraževanje, znanost in šport, doktorju Jerneju Pikalu. Predlog novega zakona, ki naj bi bil sprejet prihodnje leto, torej 20 let po izvirni varianti sedanjega, ima 211 členov. Kateri se vam kot ministru zdijo najpomembnejši? Dobro večer. Meni se zdijo najpomembnejši trije. Na eni strani, da enkrat uredimo financiranje, da to financiranje ne bo več iz leta v leto, ampak bo na neko daljše obdobje in seveda bolj stabilno. Drugič, da dvignemo kakovost, da damo več avtonomije posameznim visokošolskim zavodom. In seveda tretjič, da se tudi mi približamo z internacionalizacijo svetovnim oziroma globalnim trendom v visokem izobraževanju. Ostaniva pri denarju, zdaj novi zakon naj bi uredil financiranje, kot ste rekli, skladno s sodbo Ustavnega sodišča. Kako pa boste univerzam zagotovili več denarja, ki ga želijo? Ja, dve rešitvi imamo. Ni samo ideja v več denarja. Ideja je tudi v stabilnosti financiranja. Tisto, kar mi predlagamo, je tako imenovano programsko obdobje, torej ne več iz leta v leto, ampak seveda 3-letno programsko obdobje, znotraj katerega bomo za vsako univerzo, za vsak visokošolski zavod posebej podpisali pogodbo, v kateri bodo določeni cilji razvoja in seveda tudi cilje, ki naj bi jih ta visokošolski zavod dosegel. Torej bo jasno, kaj mora doseči, da seveda potem tudi dobi ta denar. To je eno. In dva, tisto, kar bi se radi zavezali v zakonu je, ker vemo, da po vseh kazalcih OECD-ja in pa primerjalnih študijah Evropske unije pri financiranju visokega šolstva zaostajamo, da bi seveda zelo postopoma, zavedajoč se javnofinančne situacije, dvigovali denar za visoko šolstvo po približno 2% na leto. Potem, kar smo slišali v prvem prispevku, naše oddaje se nam obetata še najmanj 2 zelo težki leti. Kaj to konkretno pomeni za visoko šolstvo z novim zakonom? Glejte, ideja je, da kadar seveda se BDP ne povečuje, da dvigujemo sredstva za visoko šolstvo za 2% na leto. Sicer pa seveda upoštevamo rast bruto domačega proizvoda in to dodamo k tema 2%. Gre za eni strani za nov denar in na drugi strani seveda za vprašanje prerasporeditev znotraj obstoječega denarja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. No, zdaj pa pojdiva k problemu šolnin. V našem zunanjem studiu se nam je zdaj pridružil predsednik Študentske organizacije Slovenije Mitja Urbanc. Dobro večer.
Ste na hladnem, upam, da to ni slabo znamenje za študentsko populacijo pod novim zakonom. V vaši organizaciji ste bili dokaj prizanesljivi do novega predloga zakona. Kakšen pa je vaš pogled? Slišali smo vašega kolega do vprašanja tako imenovanih šolnin. Na študentski organizaciji Slovenije smo v bistvu veseli, da se je končno šlo celostno in pa sistemsko urejati zakon o visokem šolstvu, ki smo že slišali, da je kar 20 let od tega, ko je bil nazadnje sprejet. Seveda pa se nam ob predlogu, ki smo ga tudi pomagali pripravljati, še vedno odpirajo določena vprašanja in eden izmed takšnih vprašanj je seveda del plačljivega študija. Preprosto se takšna vprašanja odpirajo oziroma dvom tudi zaradi preteklosti oziroma izkoriščanja izrednega študija, ko so visokošolski zavodi takšen vpis izkoriščali, da so lahko še po neki drugi liniji prišli do prihodkov. Zaradi same klime, ki jo vidimo, da pač prihaja do izkoriščanja študentov, smo seveda študenti nezaupljivi, to pa je tudi mogoče neko signal univerzi ali pa lahko rečemo tudi kar državi, da se mora vprašati o določenih stvareh, kam te peljejo. Vsekakor pa bomo konstruktivno še naprej tudi tekom javne razprave predlagali določene spremembe, tudi glede plačljivega študija, da kar se da zavarujemo, da študenti ne bomo tisti, ki še bomo dodatno nosili breme krize, bodisi to skozi šolnine ali pa skozi upad kakovosti visokega šolstva. Najlepša hvala za to mnenje, gospod Urbanc, in še lep, upam, da toplejši večer. Doktor Pikalo, razčistimo zdaj to v zvezi s šolninami. Mar ta možnost, da se redni študij sofinancira strani seveda študenta, v bistvu ne pomeni uvajanje šolnin, zelo preprosto. Ne, tule treba biti zelo decidiran. Ne, to ne pomeni uvajanje šolnin. Gre preprosto za to, da tisti, ki seveda ne bodo opravljali svojih obveznosti v rednih rokih, se jim seveda lahko zgodi, da bodo lahko kasneje, ko se bodo hoteli vpisati na drugi program, tretji, četrti ali kakorkoli, seveda morali plačati šolnino. Sicer pa velja, da za vsakega državljana bo en brezplačen študij dodiplomski in en podiplomski. Za vsakega državljana. Če pa seveda bo tega več, če nekdo ne bo redno študiral ali karkoli od tega, potem se pa seveda lahko zgodi, da bo moral plačati šolnino. Jaz mislim, da z vidika davkoplačevalcev in seveda primerne porabe javnega denarja je to najboljši model, ker obenem seveda tudi stimuliramo študente zato, da bodo pravočasno in redno študirali in seveda tudi študij dokončevali v rednih rokih. So primerno stimulirane tudi univerze in fakultete, da jim omogočijo ta redni študij? Ja, in to je ravno ideja te pogodbe. V pogodbi se bomo z vsakim visokošolskim zavodom dogovorili, kaj in kako, koliko brezplačnih mest bo, koliko bo potencialno plačljivih mest in seveda potem bodo visokošolski zavodi to tudi izvajali. Rekli ste, da naj bi nova zakonodaja omogočila višjo kakovost študija. Še nekaj zanimivo, dekani fakultet naj bi dobili večje pristojnosti pri razporejanju pedagoškega dela. Marsikaj smo slišali ob minulih vladah, v minulih letih o obremenitvah zaposlenih, ampak ali s tem ne uvajate ravno tega, na čimer so se najbolj razburjali visokošolski predstavniki, recimo v času vladavine vašega predhodnika, doktorja Turka? Ne, ravno nasprotno. Tisto, kar smo naredili v tem zakonu, je, da smo zelo jasno zapisali za vse kategorije, ki učijo na visokošolskih zavodih, torej od visokošolskih učiteljev do sodelavcev in tako naprej, koliko je njihova dovoljena neposredna pedagoška obremenitev. Tako da iz tega vidika gremo ravno v nasprotno smer, kot je šel predlog prejšnje vlade. Kaj si obetate od javne razprave, ki je zdaj odprta? Najmanj, kar je zelo dobro debato, ker jaz mislim, da nam takemu 211-členskemu predlogu zakona to pritiče in mislim, da na univerzi smo si tudi nasplošno v kulturi imamo, da smo si pripravljeni povedati drug drugemu. In koliko časa je za to razpravo, kdaj naj bi šlo z zakonom naprej? En mesec, tako kot je po zakonu, bomo imeli to javno razpravo, potem bomo seveda mi vse pripombe vzeli k sebi, še enkrat pregledali, še enkrat uskladili z vsemi socialnimi partnerji. Imeli smo sedaj že 2 delovni skupini za ta zakon, tako da bomo še enkrat to pregledali in seveda pripravili, če je potrebno, tudi korekcije. Gospod minister, najlepša hvala za pogovor in še lep večer. Hvala vam.